Zdravo, evo me, upam, da me slišite, da me vidite. Zdaj, nekateri verjetno boste malo kasneje gledali, nekateri boste jutri gledali, posnetek ostane v tej skupini, tako da sploh ni problema za tisti, ki boste pa zdaj v živo z mano. Pa vas prosim, da mi, ne vem, napišete, da me slišite, da me vidite, da vse štima, ne, včasih malo povezava pač ni tako, bi mogla biti, tako da mi prosim dajte neki znak, da me slišite. Drugače danes, tako kot sem vam napovedala, v bistvu bomo pogovarjali se o Instagramu za posel. Vidim, da je bilo zelo interesa, tako da očitno vas ta tema zanima, da še vedno premalo uporabljate Instagram za posel in tudi vidim na terenu, da Facebook, to vam je blizu, Instagram, to pa že malo preveč, ne, za vas. Ampak, ko poznate neke tehnike, sta si zelo podobna, Instagram in Facebook. Namreč tudi Instagram je od leta 2012 v lasti Facebooka, tako da ogromno stvari je podobnih, ampak seveda so specifike, ki so pač značilne za Instagram. Ampak danes vam bom dala neke smernice, predvsem povedala tudi, v bistvu, zakaj je fajn imeti Instagram, za katere branže je priporočeno in potem greste lahko v akcijo. Drugače tudi 22.2. organiziram delavnico praktično, se pravi, jaz delam v manjših skupinah delavnice, da se res lahko vsakemu posamezniku posvetim in res priporočam tistim, ki niste vešči telefonom, se pravi, dostikrat na delavnicah potem neke stvari je treba nastaviti že na samem telefonu, da potem lahko preko Instagrama delate. Namreč, kot vemo, Instagram je mobilna, se pravi, aplikacija, sicer po novem gre tudi nalagati gradiva, se pravi, fotografije in video tudi preko računalnika, ampak več ali manj se uporablja z telefoni in se pravi, moja publika tudi starejše generacije, ki pač vemo, niso rasli s telefoni, zato tiste definitivno priporočam, da se pridejo na kakšno od mojih delavnic, kjer bomo vse vzpostavili, da vam pokažem, kako dejansko delati, vse se da naučiti in bo bolj lažje tudi delati naprej. Se pravi, tisti, ki pa ste že nekaj ustvarjate, pa v bistvu ne veste, kaj ustvarjate, tisti pa boste danes dobili marsikatero in zanimivo informacijo, ki jo boste lahko uporabili že danes. Tako da, ne vidim, da je že nekdo z mano. Simona, hvala za komplimente. Aha, evo, Tanja, Alja, Siniša, Jasmina, Valentina, Tomaž, tako da super, evo, Rok, Andreja, pa si kar nekaj. Očitno me slišite, ne, ker sigurno bi potem napisali, da me ne slišite, tako da jaz ne bom dolgo vezla, bom kar začela z samim webinarčkom, tako da v bistvu Instagram, tako kot sem zdaj že v uvodu povedala, gre za mobilno aplikacijo, ki je v lasti Facebooka in je tudi najhitreje rastoče podjetje, družbeno omrežje, ampak čeprav mu zdaj sledi TikTok. Za tisti, ki imate mogoče doma, jaz imam hčerko 13 let bo zdaj stara, ona je večinoma na Snapchatu in TikToku in zdaj sploh jaz ne bi vedela za TikTok, ampak pač sem skozi njo izvedela in sedaj zelo hitro napreduje in hitro raste. Čeprav ne vem, jaz enostavno nekaj testiram in se ne najdem tam gre bolj za video, take smešnice, kaj jaz vem, inserte. Tako da še vedno pa Instagram, Facebook, torej Facebook še vedno največje družbeno omrežje, sledimo YouTube, potem pa je Instagram. Medtem ko so tudi zelo zdaj popularne te aplikacije komunikacijske, se pravi, kot so WhatsApp, ki je tudi v Facebookovi lasti, in tudi seveda Messenger, Facebook Messenger, ki tudi že postaja ena samostojna skoraj platforma, s katero lahko oglašujete, komunicirate s strankami, tako da pač prihodnost je, vemo, na družbenih omrežjih in na telefonih, več ali manj. Tako da vidim. Zdaj, če bo kako vprašanje, mi lahko kar napišete, ali bom vmes odgovorila, ali pa bom, ne vem, na koncu, lahko mi še naknadno pošiljate pač te vprašanja, pa vam bom naknadno odgovorila. Se pravi, ja, Instagram se splača izkoristiti, jaz zdaj dobra 3 leta sem aktivna na Instagramu in moram reči, da meni stranke pridejo iz vseh kanalov, tako da se splača investirati čas, zato ker je zelo podobna Facebooku, tako da lahko
Facebook, pač, ki delate objave, lahko istočasno tudi na Instagramu pač objavite, razen da malo mogoče prilagodite opise, pa dodate seveda hashtage. Tako da zdaj na Instagramu marsikdo ne ve, da v bistvu imamo 3 možnosti, so 3 vrste profilov, in sicer osebni profil, potem poslovni profil in zdaj mislim, da dobre pol leta se reče creator profil, ki je predvsem tudi ki je nadgradnja poslovnega profila in ga predvsem je namenjen tem influencerjem, ki imajo že ogromno followerjev. In definitivno, če želite Instagram uporabljati za posel, vam priporočam, da si ga osebni profil spremenite v poslovni profil. Zakaj? Ker pri poslovnem profilu vidite statistiko celotnega profila, statistiko posameznih objav, se pravi, koliko ljudi ste dosegli, koliko jih je dejansko kliknilo na linke in takšne stvari. Potem pa tudi imate na samem profilu možnost dodati informacije, kot so, ne vem, če imate restauracijo ali kako prodajalno, lokacija, kje ste, da vas lahko direktno pokličajo, pa tudi e-mail, se pravi, da vas lahko direktno iz Instagrama kontaktirajo. Tako da definitivno poslovni ali pa ta Creator Studio, ki kot sem rekla, je nadgradnja poslovnega in ta poslovni, Creator Studio ima še podrobnejšo statistiko, potem sam Messenger, se pravi, direct message se reče na Instagramu, še lahko si razdeliš, poparceliraš v bistvu svoje te message, tako da, ampak dovolj je tudi business manager, ni problema. Tako da zdaj, kaj je zelo pomembno na Instagramu? Zdaj, odprete si ga lahko preko normalno, lahko jaz si ponovadi odpiram preko računalnika, zato ker je neke stvari lažje urediti. Drugače pa si ga tudi lahko preko telefona. In v bistvu najbolj pomembno je tudi, kako je urejen profil. In to v bistvu velja tudi za skoraj vsa družbena omrežja. V bistvu, ko pride uporabnik na vašo, ne vem, vaš Instagram ali Facebook ali katerokoli družbeno omrežje, mora takoj dobiti, vedeti, zakaj se gre, se pravi, kaj vi ponujate. Zato je že zelo pomembno na Instagramu, da v bistvu že kot samo ime profila navedite, kaj v bistvu počnete. Se pravi, zgoraj je vedno ime, se pravi, profila, ne vem, imate trgovino za oblačili, da je to v bistvu trgovina za oblačili. Tako da dejansko že s ključno besedo poveste, kaj prodajate. Kar tudi pomembno, da ljudje, ko vas bojo tudi iskali, vas bojo tudi našli. Se pravi, če bo nekdo iskal oblačila, bo dejansko tudi vaša prodajalna zraven. Če tega ne boste imeli v imenu profila, ne vem, da imate, ne vem, sem se zmislila, vaša trgovina se reče Pika Poka, naprimer, potem, dokler nimate nekega ustvarjenega brenda, vas ne bojo ljudje našli. Drugo je, če bi bili Nike, pišeš Nike, vsi vemo, kaj je Nike. Ko pa vi začnete neko dejavnost ali pa še niste toliko znani, pa dajte vedno ključno besedo zraven. To isto velja na Facebook, se pravi, lahko vi daste ime, ne vem, Pika Poka in potem dodate zraven prodajalna za oblačili. Se pravi, to je že prvo tisto, da ljudje vejo, v bistvu, zakaj na profilu gre. Potem imate naslednje opise, je fajn, da mogoče po alinejah napišete, ne vem, če imate kakšne posebne, ne vem, oblačila za moške, oblačila za ženske, otroška oblačila, pač da navedete dejansko, kaj je vaši prodajalni. Ne vem, jaz imam pač vse, kaj delam, da sem marketing ekspert, da sem urednica, avtorica tudi in solastnica revije Internet, potem, da sem predavateljica, se pravi, neke ključne besede imam, v bistvu, kaj počnem. Tako da, to je naslednja stvar. Potem tudi, ko odpirate uporabniško ime, mogoče v samo uporabniško ime, da ste, ne vem, vašo dejavnost, ne vem, oblačila ali kar neko ključno besedo že tudi v uporabniško ime. Zdaj, jaz ne vem, imam 2 profila, naprimer, delam na svoj osebni blagovni znamki, se pravi, imam Tanja Ciglarič, potem pa imam Marketing for Small Businesses. To pomeni, da imam že v bistvu samem ključni, mislim, v samem uporabniškem imenu tudi Marketing for Small Businesses, se pravi, da že v sami besedi vse pove. Tako da tudi vam to priporočam. Potem en problem ni fajn na Instagramu je, da edini klikabilni link, se pravi, da dejansko stranke lahko kliknejo, je v bio. Se pravi, to je bio, to je del te predstavitvene strani
In v bistvu, ko vi objavite neko objavo, ne morete, če dodate link, stranke ne bojo mogle klikniti. Tako da, v bistvu pa še kako objavljati, bomo še do tja prišli, ampak seveda, če imate neko spletno stran, pristajalno stran, definitivno pač dodajte ta link, nekaj včasih vidim, da eni kar pozabijo dodati. Vedno, karkoli, katerekoli družbeno mrežo odpirate, podatke, čim več podatkov vstavite, se pravi, da ljudje čim več lahko na prvo žogo izvejo od vas. Se pravi, kako imate urejen profil, je zelo pomembno. Zdaj tudi me večkrat sprašujejo, kaj pa naj bo profilna slika. Zdaj, če gradite neko blagovno znamko, se pravi, ne vem, od prodajalne ali ne vem, potem dajte logotip. Če pa gradite na osebnih blagovnih znamkah, pa definitivno seveda obraz, da se pač jasno vidi, kdo ste, da vas ljudje tudi prepoznajo. Se pravi, obvezno prvi korak je, da imate urejene profile in fajn, da si ga nastavite za poslovni profil, v bistvu poslovni profil pa si nastavite, greste v nastavitve, pa account, tu zadaj nastavite konstantno spreminjajo, tako da včasih je en pogled, pol je drugi pogled, tako da ne to malo sledite, ampak načeloma pod settingsih, account in tam imate potem switch to business account or switch to creator account, se pravi, izberete katero od teh dveh in ga spremenite. Je pa še ena možnost, da ga tudi povežite z Facebook poslovno stranjo, ker če tega ne naredite, ne morete imeti business accounta. Se pravi, pogoj, da tudi imate business account, je Facebook poslovna stran, s katero povežete Facebook pa Instagram. In v bistvu bolj vam svetujem, ko večkrat na delavnicah to delamo, da dejansko boljše je, da greste na Facebook pod nastavitve in tam imate zavihek Instagram. In tam v bistvu vstavite uporabniško ime in geslo in potem zberete, kateri Instagram in vas bo v bistvu pač najde isti Instagram in poveže vse skupaj. In je boljše iti z te strani, kot pa iz Instagrama v Facebook. Zakaj? Ker večkrat iz Instagrama potem kreira kar ene poslovne strani, ker pač mogoče en korak malo nenapravo izberete in potem imate te kreirane strani, to se ogromno ljudem že zgodilo, se pravi, udeleženci na delavnicah se sploh ne znajdejo, ker več ne vejo, kateri profil je pravi, tako da se pravi, urediti profile in potem povezati Facebook poslovno stran z Instagramom, da vam omogoči poslovni račun. Se pravi, to je drugi korak. Potem pa seveda, pač brez objavljanja pač ni rezultatov. Marsikdo ima odprto, ampak dejansko potem nič ne dela in pol ni rezultatov, če se nič ne dela. Je pa res, da isto kot na Facebooku, tudi Instagram je pač s temi algoritmi spet se zafrknil, meni je žal, da nisem bila na Instagramu že prej, ker za prvo leto, ne vem, ko sem začela, je to zelo hitro sledilce pridobival, res so bili interaktivni, zdaj zadnjo leto pa zelo moraš delati, zelo se spreminjajo stvari in je težje. Če nisi neka znana osebnost, se pravi, če vas ljudje poznajo, ne vem, z YouTube, da si vloger, da si influencer, da, ne vem, si iz kakega reality showa, težko dobiš sledilce. In zato treba kar biti konstanten, vztrajen, pa tudi jaz zadnje čase opažam, isto kot na Facebooku, brez da daste neki budžet, se pravi, da vse nekaj investirate, težko boste dosegli neke rezultate. So pač taktike, s katerimi mogoče, bom vam povedala, pač lahko nekaj naredite, ampak definitivno dajte, isto kot na Facebooku, tudi vložiti neki budžet in tudi tiste objave, ki bi želeli, da vas ljudje, da jih vidijo, da tudi oglašujete, ker drugače bo to šlo zelo počasi. Drugače pa v bistvu kako objavljati. Zdaj na Instagramu imate možnost ali sliko, se pravi eno fotografijo, ali ne vem, do 10 fotografij, se pravi tisto, ko swipate, potem imate video do 1 minute, potem imate možnost IGTV, se pravi IGTV, to so videi, ki so daljši od 1 minute, pa tudi zdaj možnost do 1 ure, če ga naročite iz računalnika, drugače pa iz telefona do 15 minut, to je zdaj novost, mislim, da je že to 2 meseca. Prej so imeli to možnost samo influencerji, pa tisti, ki so imeli verificirane akaunte.
Tako da to je druga stvar. Potem pa se še lahko javite v živo. In sicer do 1 ure, pol vas vrže ven in lahko se še ponovno javite. Se pravi, to so možnosti, zdaj sem še pozabila skoraj glavno stvar, pa seveda obvezno danes, ko jih morate uporabljati story vsebine. Se pravi, tisti, ki ne veste, kaj so story vsebine, to so v bistvu izginjajoči videi oziroma slike, ki po 24 urah izginejo. V bistvu so pa to kratki klipi, ki vedno bolj pridobivajo na Facebooku, vedno več ljudi jih spremlja. Tudi družbena omrežja postajajo vedno bolj, kako bi rekla, privatna. Kot vidite, jaz ogromno delam na tej zaprti skupini, se pravi, ker res ne želim pač preveč deliti znanja res vsemi, ampak res tistim, ki vas zanima, pa ki res pač imam jaz pod kontrolo, koga dam v skupino in koga ne. Tako da vse gre bolj v private in tudi Mark Zuckerberg je, mislim, da lansko leto, na začetku leta rekel, da gre vse to smer. Se pravi, ogromno bomo komunicirali preko Messengerja, direct messagea na Instagramu, zaprte skupine in story vsebine so prihodnost. Tako da story vsebine čim več uporabljate, ker ljudje radi vidijo, kaj se dogaja v ozadju. To ne pomeni, da zdaj morate vse. Ne vem, kaj ste jedli, kdaj ste šli spat, ampak res neke uporabne stvari in tudi mogoče kakšne nasvete ali pa ne vem, mogoče tudi se v živo javite, če ste na kakem seminarju, pa mislim, bo kakšna stvar prišla ljudem prav, tako da bodite malo kreativni, ampak definitivno brez story vsebin več prihodnosti ne bo šlo, tako da izkoristite. Se pravi, da še hitro ponovim, lahko objavljamo fotografije, do 10 fotografij naenkrat, video do 1 minute, video do 1 ure, se preko IGTV-ja, v živo se lahko javimo do 1 ure in story vsebine. Zdaj, story vsebine, ki želite, da mogoče ostane na profilu, jih lahko shranite pod highlights, to so tisti krogeci na samem profilu, jih nekateri imajo, zdaj tisti nekateri jih še nimajo, se pravi, da dejansko story vsebina ostane tako dolgo, dokler ne odstranite. Se pravi, da drugače story vsebine izginejo po 24 urah, jih ljudje ne vidijo, tako da to izkoristite. Se pravi, to so funkcije, kar pač vam Instagram omogoča, potem pa še tudi posebej za trgovce, se pravi, tisti, ki imate spletne trgovine. Se mi zdi, Instagram postaja vedno bolj e-commerce platforma. To za vedno bolj se vidite, mogoče vedno več reklam, vedno več oblačil, se pravi, modna industrija, lifestyle panoga, potem pa ogromno tudi na osebnih brandih lahko tam delate, izkoristite, dosti je pa z naše branže, se pravi, marketinške branže, coachov, trenerjev, se pravi, to je vse platforma, v bistvu, ki jo izkoristite tisti, ki delate vse, kar sem zdaj naštela in predvsem dajte, kaj sem zamislila reči, v bistvu, se pravi, postaja vedno bolj e-commerce platforma in vprašanje dolgoročno, kam bo to vse vodilo, mogoče bo drugi AliExpress, ne vem. V bistvu novosti so v zadnjem letu, so kar ogromno novosti. Zdaj tudi vemo, ena izmed novosti je tudi bilo skrivanje všečkov. To vemo, zdaj že vidim, da na katerih profilih, jaz pač za različna podjetja objavljam, na katerih še vedno vidim, koliko všečkov ima kdo, na katerih pa več ne, tako da to se mi zdi ena super stvar, ki definitivno se meni zdi zelo koristna, ker mladi pač, da si odvisen od števila všečkov, pa da ti to polepša ali pa pogrša dan, bi rekla, je žalostno, tako da všečki niso relevantni, se pravi, če mislite, da neka objava dobi dosti všečkov, to ne pomeni, da je tudi učinkovita. Predvsem je tu bolj pomembno engagement in da vas ljudje res potem seveda kontaktirajo, pa ne vem, da z njimi sklenete posel ali karkoli. Se pravi, kaj je tudi novosti na samem, imam tu malo zapisko, da ne vem, kaj pozabila. Se pravi, kaj nas čaka v prihodnosti.
predvsem influence marketing še vedno deluje. Se pravi, zdaj mogoče eden izmed načinov, kako poveča ta engagement, je, da mogoče lahko se povežete, ne vem, z iste branže strokovnjaki, pač ne naglejte se na konkurenco, ampak dajte vsi si pomagati in vzdigniti vašo branžo, ne, dela imamo vsi dovolj, tudi mi med sabo se povezujemo, tako da z revijo Internet pač povezujemo vse strokovnjake z naše branže, ker se s tem zavedamo, da bomo vsi imeli del od tega in da bomo tudi nekaj dobro naredili za Slovenijo. Se pravi, digitalna pismenost v Sloveniji je še vedno zelo, zelo nizka, sploh pri starejši generaciji. Tako da, mogoče, ne vem, enkrat objavite vi od neke sodelavke ali pa, ne vem, drugič pa ona objavi in si na tak način tudi lahko pomagate, na primer, ne. Bolj v spredju je mikroinfluencerstvo, se pravi, ni več toliko pomembno, da ima nekdo, ne vem, 200.000 sledilcev, lahko ima, ne vem, 2.000, pa ima dosti bolj, se pravi, pravo ciljno skupino za vas, kot pa tisti, ki ima 200.000, ker dostikrat vemo, veliko teh influencerjev je kupovalo všečke, se pravi, danes ni problem, daš denar, pa dobiš všečko, koliko hočeš, ampak to niso pravi všečki, se pravi, to so ljudje, ki so prišli na neke profile brez pravega pomena, se pravi, raje gradite na kvaliteti kot kvantiteti, se pravi, raje imejte, ne vem, 1000 vredo sledilcev, pa tiste prave, kot pa, ne vem, 10.000, pa pol je sploh takih, ki niso vaše potencialne stranke. Tako da, in to velja za vsa družbena omrežja. Delajte raje na kvaliteti sledilcev, pa bolj posvečajte se kontentu, se pravi, uporabni vsebini, izobražujte ljudi o vaši branži, dajte kvalitetne, ne vem, svoje izkušnje. Ni rečeno, da je konkretno z vaše branže, delite tudi, ne vem, iz moče z osebnega življenja kako stvar. Ljudje vas bo začutili tudi skozi, kdo ste, se pravi, prihodnost je human to human marketingu, ne. Danes boste težko tudi kaj prodajali brez tega, da se ne izpostavite. To pa je vedno problem, ne, zdaj sem pa mogla kazati, pa ne, ja. Logotipi so danes postranskega pomena, tudi če nimate logotipa, če se boste pokazali, ste naredili vse, dosti bolj vam bo pomagalo, kot pa, ne vem, eni se tako dolgo ukvarjajo z logotipi, pa barvami, pa tipografijo, pa ne vem, CGP-jem celim. Vi lahko začnete že danes, samo vi se pokažite. Tisto pol seveda mora biti, da razume, ampak definitivno pa vi ste tisti, ki delate biznis in vi ste tisti, ki se ne smete več skrivati. Se pravi, dajte se pokazati in brez tega danes boste težko naredili. Tako da ja, se pravi, ni več važna toliko kvantiteta kot kvaliteta. Tako da mikroinfluencerstvo, se pravi, malo tudi, se pravi, če se boste posluževali influencerstva, malo pogledajte dejansko, spremljajte en čas influencer in pogledajte v bistvu, koliko ima engagementa, se pravi, koliko ljudje sodelujejo, koliko komunicirajo, potem v bistvu pa če kvalitetno vsebino dela, ki bi res bila primerna za vas, ker včasih vam lahko kak influencer tudi kakšno škodo naredi, ker vemo, eni ljudje so občutljivi na te influencerje, ampak iz mojih izkušenj je zelo v redu, se pravi, morate pač pravega influencerja najti in še vedno bo to, na Instagramu je to zelo bolj močno kot mogoče na Facebooku. Potem story vsebine, definitivno jih uporabljate, ko objavljate story vsebine, dajte tudi story vsebine tudi označiti, ne vem, kakšno lokacijo, pa hashtage tudi na sami story vsebini, se pravi, tudi to vam povečuje doseg objave. Potem izboljšuje se konstantno analitika, se pravi, če boste preklopili na Creators, ta account bo še bolj poglobljena statistika. Potem pa v bistvu je tudi pol leta že nova aplikacija, Threads, ki je v bistvu kot Messenger Instagramu, ampak tam si lahko nastavite, ker vemo, zdaj tisti influencerji, ki imajo ogromno sporočil dnevno, potem ne vidijo v bistvu od ljudi, ki so jim mogoče blizu in se izgubi in si lahko posebej nastaviš, tudi jaz imam pač, ne vem, par oseb, kjer pač so res moji prijatelji in to leti v aplikacijo, ostale pa pač stranke pa imam v samem Instagramu. Pa se pravim, zdaj tisti, eni mogoče sploh ne veste, o čem govorim, se pravi, tiste, ki res poglobljeno zanima, vabljeni na delavnico. Potem nova funkcija bo tudi augmented reality, kar pomeni, da dejansko tisti, ki imate, ne vem, boste imeli produkte, kot so očala, šminka, da dejansko boš dal sliko noter in boš dejansko lahko videl odtenek šminke, če ti paše ali ne, in boš dejansko kupil produkt prek tega.
In tudi že nekatera podjetja večja v tujini, kot so Nike, Kylie Jenner, mislim, da eni imajo, da dejansko več sploh ne boš rabo spletne trgovine, daš dejansko nakup opravo v sami platformi. Prihodnost, se pravi, Instagram zelo gradi, da bi to tudi postala ena e-commerce platforma. Tako da, ampak kaj se tiče tu spletnih trgovin, definitivno vam še priporočam, da vložite še vedno, da imejte spletno trgovino, ker vemo, Instagram, Facebook konstantno spreminja pogoje, zgodilo se že tudi, da niso delali 24 ur, tako da razpršite tveganje. Ampak je mogoče to fajn funkcija bo, da testirate. Se pravi, da prvo ne vlagate v neko spletno trgovino, ker niso tako poceni, da mogoče testirate, če izdelki, ki ste si zamislili prodati, delujejo in potem investirate še v spletno trgovino. Zakaj? Ker potem boste še najdeni v Googlu, če kaj zašteka na Instagramu ali pa Facebooku, seveda še vedno imate backup, se pravi, tudi da ste na Googlu vidni, pa vedno gradite e-mail listo. E-mail marketing bo še vedno in v bistvu res uspeh na družbenih omrežjih. Skupek vseh dejavnosti, se pravi opravil, to je oglaševanje na Facebooku, redno objavljanje, e-mail marketing, pol pa če ste na Googlu, se pravi ads, Google Ads, se pravi, da oglašujete, pa delate na optimizaciji spletnih strani, potem ste zmagali. Ampak se vemo, to je dosti aktivnosti, ampak to je pol res tisto, kar vam res lahko fajn biznis naredi. Ampak ja, kar sem ti želela povedati, ja, dejansko Instagram že dela tako, da boš lahko zaključil v bistvu brez spletne trgovine v samem Instagramu. Potem restrikt za negativne komentarje, pač žal vemo, na teh družbenih omrežjih najdemo ogromno negativcev, žal pač nekateri očitno se zaradi svoje nesreče pač na drugih izživljajo, pač to jaz enostavno ne razumem, koliko je ena agresije in tudi Instagram je omogočil, da v bistvu boš ti naredil restrikt, to je ena funkcija, da dejansko sama oseba ne bo videla, da v bistvu si kot zablokiral, medtem, ker zdaj si lahko blokiral, ampak je to videla stranka, zdaj pa naredil restrikt, se pravi, da več ne vidijo komentarjev drugi in sama oseba sploh ne bo vedela, da si zablokiral, tako da to je za tiste, ki pač ste nesrečni, tako da če boste nadležni, čeprav vem, da v tej skupini noben ni tak, ampak da veste, da lahko ljudi, take negativce, ščistite z vaših profilov, tudi sama se ukvarjam z njimi, se pravi, tistim, ki nisem všeč, pač enostavno, dobenega ne silim, da se z mano druži, tako da to mi je nikoli jasno, zakaj nekdo nekoga spremlja, če mu ni všeč, to se pravi, 100 ljudi, 100 čudi. Ko sem začela biti aktivna na družbenih omrežjih, sem marsikaj doživela, tako da pač neke stvari niso jasne, včasih si mislim, da sem z drugega planeta, ampak ja, žal, ljudje so taki, kot so, sploh v Sloveniji. In potem, Product Launch Feature, to pa je v bistvu funkcija, ki bo omogočila, ne vem, to vam tudi svetujem, ko delate na nekem novem produktu, dajte že pred tem promovirati, ne zadnji hip, zato ker, ko dejansko vi imate izdelek, greste ven, zdaj imate spletno trgovino urejeno ali karkoli, že vi morate imeti prve kupce, se pravi, da delate na promociji že prej. In tudi Instagram bo omogočil eno funkcijo, kjer boš lahko v bistvu, da lahko bo že se prednaročili in se pravi na neki izdelek in dejansko, ko bo izdelek zunaj, bodo vsi dobili obvestilo. To je v bistvu Product Launch Feature bo in dejansko boš lahko to pač dal ven, gledajte, tu se lahko prijavite in ko bo izdelek zunaj, boste vsi dobili obvestilo. In to v tujini mislim, da že testirajo, ravno te velika podjetja in to je zelo ena tudi fajn stvar. In kot vidite, vse gre v neko prodajo, tako da vprašanje, kam bomo prišli s tem Instagramom, ampak definitivno, če imate spletno trgovino v branžah, kot sem prej napovedala, pač Instagram je zelo pomemben del. Ali pa če gradite na osebnih brandih, tudi se splača fajn ga izkoristiti. Zdaj, kako objavljati? V bistvu, tako, ne vem, še vedno najbolj učinkovite objave po statistikah, ki so jih delali lani, so v bistvu slike, ki jih je več, se pravi ti slideri, zakaj? Ker ljudje klikajo in gledajo in se več časa zadržujejo na sami objavi. Ko vidiš ti sliko, scrollaš. Če pa več slik se ustaviš,
in gledaš. Se pravi, to izkoristite, mogoče da daste več slikic, pol drugo najbolj učinkovito je pač sama fotografija, vemo, na začetku je bilo samo to, pač platforma, ki je bila namenjena lepim slikam, ne. Danes več to niti ni tako, ker se pač marsikateri ljudje se že tu zgraža, ker je tam na Instagram vse tako lepo, vsi so zaljubljeni, vsi so suhi, vemo pa, da tam smo lahko vsi suhi pa lepi pa mladi, ne, ker pač imamo aplikacije, kjer si lahko v nulo urediš telo, ampak jaz sem definitivno mogoče malo slike popravite, ampak daj ne pretiravati, prosim, ker pol vidiš osebo v živo, pa sploh ne prepoznaš, ne, dajte nehati pretiravati s temi aplikacijami in pač kakšne malenkosti ampak vse zgleda pol nerealno že fake in ljudje so že malo naveličani in tudi po mojih, pač, ko delam, dosti bolj imajo ljudje realne fotografije po novem radi, kot pa neke fejkane, pa se vemo, vsi zaljubljeni, pol pa realnost pa vemo je čisto drugačna, tako da tudi ne verjamite vse, kaj vidite na družbenih omrežjih. Tako da, v bistvu se pravim, prvo te več slajdov, potem imamo sama fotografija ali pa video. Video tako prihodnost, vlagajte tudi video marketing, ker v bistvu ljudje več ne radi berejo, vemo, mlajše generacije vse gledajo skozi video, tako da tudi na Instagramu izkoristite to in čim več začnite snemati. In video pa lahko uporabite na vseh platformah, ga daste na spletno stran, ga daste v email marketing, tako da ga izkoristite, se pravi, tudi videa, ne, se pravi, tretji največji doseg pa imajo tudi video vsebine. Potem je zelo pomembno tudi včasih, ko smo davali na Instagram pač te fotografije, pa navadi, ne vem, nisi napisal skoraj nič, ali pa ne vem, čisto kratki caption se drugače reče, oziroma opis. Zdaj je pa vedno bolj pomembno, da je daljši. In sicer celo lansko leto do 400 znakov, ne vem, še 2016 je bilo do 200 znakov. In zakaj tudi piše daljše vsebine? Ker ljudje berejo in če berejo, se dlje zadržujejo na samem pač Instagramu in to vam poveča doseg. Ampak seveda, ne pisati kar nekaj, ampak dajte napisati kaj pametnega, pa uporabnega. Bedarije ne bo noben bral, tako da ne marsikdo, tudi isto velja za Facebook, kako dolgo naj bo objava. Ja, kakršnakoli, če bo dolga, zanimiva, bojo brali, če bo brezvezna, ne bo brali, ne. Lahko pa že v 2 stavkah vse poveste, ne. Ampak ja, vse pač, v bistvu Instagram gre tudi neki mikroblogging, bi lahko rekli, se pravi, da ni več to samo 1-2 besedi ali pa 1-2 stavka, ampak lahko pišete več. Ampak seveda imate omejeno število pač znakov. Ampak ja, pišite. In pri Instagramu je zelo, zelo pomembno, da v bistvu hashtagi. Hashtagi so ključniki, to so tiste lojtrce, nekateri bolj sprašujejo, kako je hashtag, pač to so ključniki po slovensko, pač tako se bolj sliši, po katerih vas ljudje najdejo. In na Instagramu so zelo pomembni, na Facebooku se niso prijeli, na Facebooku mogoče lahko dodaste 1-2, da nekaj poudarite, drugače pa na Instagramu jih lahko dodate do 30. In v bistvu dodajte, pač izkoristite, ker več jih bo, več ljudi vas bo potem lahko tudi našli. Zdaj, strategije, v dan strategiji, kako prave hashtage najti, zdaj ne bom, se pravi, to pol tudi na delavnici vam točno dam recept, ampak dostikrat me sprašujejo, kaj naj uporabljam, slovenske hashtage ali angleške hashtage. Na začetku, ko se pač Instagram, smo vsi iskali v angleščini in so večinoma bili angleški hashtagi. Danes jaz svetujem strankam in tudi sama delam, da dam tudi slovenske, ker vedno več Slovencev tudi išče, se pravi, po slovenskih hashtagih. Tako da, dajte, ne vem, pol bi jaz priporočala, ampak tudi dajte, se vidite, kot da piše, ne vem, hashtag, marketing, vam točno izpiše, koliko dejansko zadetkov je na ta hashtag. Upoštevajte pa še tudi to, da ne iskati hashtage, ki imajo ogromno zadetkov. Zakaj? Ker se bo potem vaša objava razgubila. Dajte iskati podaljšane hashtage, ne vem, marketing strategy for, ne vem, nekaj. Se pravi, da tudi, da nima preveč zadetkov. Malo dajte take zadetke, ki so, mogoče malo z višjimi, pa dajte takšne, ki nimajo veliko zadetkov. Hashtagi tisti, ki nimate pojma, se vidimo 22.2. Drugače pa tisti, ki pa veste, pa mislim, da vam bo ta nasvet prav prišel. Zakaj sem še danes pripravila, da vidimo? Boče, če kako vprašanje mi kar napišite.
Mogoče še to poudarim tudi, tako sem na začetku povedala, da edini klikabilni link je v bio. Če pa imate spletno trgovino, se pravi, da imate, računalnik se mi bo izklopil, če me ven vrže, se opravičujem, ampak ne bi smelo, tako da to malo začudno. Evo se bo zdaj. Ne, to se tu zgodi. V bistvu shopping funkcija. Se pravi, tisti, ki imate izdelko, dajte na Facebook stran, poslovno stran, dati zavihek trgovino in nesite produkte. In potem povežite z Instagramom in tako se vam bo tudi omogočila shopping funkcija. Včasih je treba izkoristiti in to pomeni, ko boste dali vaš produkt, boste lahko dali tudi shopping, v bistvu link do produkta in bojo lahko prišli spletno trgovino, se pravi, na slikici vidite včasih tako košarica. To je ta shopping funkcija, ampak velja samo za produkte fizične. Jaz sem hotela malo storitve podtakniti, ampak žal ni šlo. In tako to velja. Se pravi, mogoče še to za tiste, ki imate spletne trgovine, da na sami objavi lahko tudi date tam link. Se pravi, da na slikico kliknejo in pridejo v bistvu do vaše. Zdaj upam, baterija bo prazna. Ja, evo.